Evo, dnevi spet postajajo vse daljši in vse toplejši, kar pomeni, da je na cestah vse več voznikov enoslednih vozil, kolesarjev in tudi tistih hitrejših, torej motoristov. Lansko leto je bila varnost motoristov slabša, če upoštevam število smrtnih žrtev. Umrlo je kar 33 voznikov, od tega 6 mopedistov, ostali so bili pa motoristi. Agencija za varnost prometa zdaj že tradicionalno vsako leto povabi na praktičen prikaz nekaterih osnovnih motorističnih vaj, v prihodnjih tednih pa bo sledilo še več aktivnosti na terenu. Namen današnje akcije je, da motoriste pred sezono nekako pozovemo, da so res oni tisti, ki lahko za svojo varnost največ postorijo. Da jih nekako osvetlimo, da so res najbolj ranljivi in nepremagljivi, kot govori naša kampanja. Akcije za motoriste imamo pa namenjene webinarje, še v tem času, aprilu in maju, webinarje, ki si jih zelo veliko ljudi udeležuje, brošure bomo dajali, tako da v jesenskem času, pa če bo kakorkoli potrebno, zopet te akcije začeli izvajati. Agencija za varnost prometa deluje z vsemi deležniki, ki se zadevajo prometa. Zelo sodelujemo s policijo, sodelujemo tudi z Darsom, z UKC-jem in z vsemi v bistvu nevladnimi organizacijami, tudi lokalno skupnostjo, tudi z motorističnim klubom, ki nas povabijo na takšno sodelovanje. In če imamo le čas, se odzovemo vsakemu povabilu in z svojo prisotnostjo nekako osveščamo motoriste o pomenu prometne varnosti. Če za voznike avtomobilov vedno pravimo, da bi dobrodošli tudi treningi varne vožnje, pač spreminja se tehnika, spreminjajo se pravila, spreminjajo se naše navade in reakcije, so takšni treningi še veliko bolj pomembni za motoriste. Vsaka najmanjša napaka tukaj namreč lahko pomeni eno hudo nesrečo. V bistvu so 3 od 4 težko poškodovanih ali pa umrlih lansko leto nesrečo povzročili sami. Torej, iz izkušenj z delavnic lahko povem, da motoristom manjka osnovnih znanj in spretnosti. Torej, te osnovne veščine, ki se učijo med usposabljanjem v šolah vožnje, kažejo na delavnicah dejansko zelo veliko pomanjkanje teh znanj, teh spretnosti. Vsem motoristom bi svetoval, predno začnejo motoristično sezono, da obiščejo eno od velikih možnosti, ki se jih pač ponuja, razne delavnice treninga varne vožnje, ki se organizirajo strani Agencije za varnost prometa ali kakršnihkoli drugih organizacij, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo. Reševalci na motorjih in tudi policisti na motorjih so hudo spretni, ko je treba obvladovati motor. Pomaga kilometrina, izkušnje in seveda nenehna izobraževanja in treningi. Če njim ni nenavadno iti svoje bogato znanje še dodatno izboljševati in se usposabljati, tudi vam ne bi smelo biti. Niti najmanj. Koliko kilometrov na motorju naredite letno? Verjetno misliš v službenem času, približno na sezono nekje 5 do 7 tisoč. Službeno okrog 10 tisoč kilometrov, od tega nekaj tisoč intervencijskih. Kako se pa usposabljate? Vsako leto začetek sezone, ki je odvisno od vremena, se pravi marc, april, začnemo prvo s poligonom, kot ste ga prej videli, ki je sestavljen iz več različnih vaj, nato pa se podamo na relacijsko vožnjo, ki se stoji nekje od 200 do 300 kilometrov. Torej, znanje v roke, opremo na sebe, pamet in čelado pa v oziroma na glavo. Veliko varnih kilometrov želim pa varno za balanco.